No, jaz mislim, da smo za vse ljudi v državi dobro poskrbeli in da ni posebnih razlogov za ostajo. Mi dajemo v zadnjih 3 letih za 1,25 milijarde več sredstev kot leta 2008, kar pomeni, da praktično vsakdo, ki je v stiski, tudi dobi državno pomoč. To je denarno nadomestilo, potem, ko tega ni več, so na voljo pa denarne socialne pomoči in seveda tudi izredne pomoči, kadar je to potrebno. Ta sredstva zagotavlja proračun, ta sredstva smo zagotovili zato, da bi ublažili krizo. Upamo, kot rečeno, da bo ta kriza popustila in da bo potem tudi potrebno manj sredstev. So pa seveda zakonske pravice in obveznosti, ki jih država do ljudi ima in te je treba zagotoviti tudi v prihodnje, tako da o tem ni treba dvomiti. Mi imamo sprejete zakone, ki spreminjajo sistem socialne varnosti v Sloveniji, letos jih bomo tudi spravili v življenje. Mi smo, kot rečeno, zagotovili veliko več sredstev, tako da vsi to pomoč in nadomestila denarna dobijo. Dvignili smo tudi minimalno plačo za skoraj četrtino. Socialne pomoči se bodo prav tako dvignile. Z intervencijskimi ukrepi smo zaščitili okrog 25.000 delovnih mest, tako da imamo kar nekaj rezultatov. Jaz mislim, da imamo dovolj argumentov za to, da ljudi prepričamo, da je malo delo nekaj, kar ljudem prinaša samo koristi, nobeden s tem nič ne bo izgubil in da bodo potem ljudje tudi razumno in z razmislekom o tem glasovali. Kar se pa pokojninskega zakona tiče, pa počakajmo na odločitev Ustavnega sodišča.